Ponedeljek, 26. marec 2018. Napočil je čas, ko moramo obiskati psihiatra. Eneja je za anoreksijo zbolela pri 12 letih. Starši so opazili, da manj je in da je shujšala. Malo sem se začela družiti, zapirala sem se vase, bila sem ful bolj razdražljiva. Shujšati sem pa hotela zaradi tega, ker mislila sem, da ne znam nič narediti dobrega. In tu mi je bila pol neka velika motivacija, da sama sebi dokažem, da v neki stvari pa sem vseeno dobra in da nekaj zmorem. V ambulanti je tehnica pokazala, da sem shujšala. Ja, to. Starši so me v bistvu prisilili tudi, da se začnem zdraviti. Zdaj pa me je psihiatrinja še uradno podala diagnozo. Postala sem psiho. Zdaj se bodo vsi norčevali iz mene. Zdaj, ko gledam za nazaj, sem jim ful hvaležna, zato da so tako hitro poiskali pomoč in da sem se pol začela tudi hitro zdraviti. Čeprav takrat mi tu ni bilo najbolj všeč, sem se seveda temu tudi upirala. Med zdravljenjem je začela redno pisati dnevnik. Tu so mi tudi svetovali, da bi preko pisanja izražala svoja čustva in pač vse, kar me teži. In sem ugotovila, da mi pisanje ful pomaga res. Svojo izkušnjo je želela pomagati tudi drugim, zato je stopila k učiteljici slovenščine. Ta je dnevniške zapiske pomagala urediti v knjigo. Sem si želela pol to svojo izkušnjo deliti z drugimi, da drugi ne bi toliko trpeli, kakor sem sama in moji domači. Večino dela sta opravili spomladi, ko ste imeli učenci zaradi novega koronavirusa pouk na daljavo. Predvsem smo popravljali slovnične napake, ker jaz v svoj dnevnik definitivno nisem pisala pravilno jezikovno. Slohovno tudi malo, same vsebine pa nismo nič spreminjali. Tu pa ne, ker smo da ostane pač pristno in realno, kakor se je dejansko zgodilo.